Takole. Pa smo še pri eni snovi, in sicer največji skupni delitelj. Največji skupni delitelj nam pride prav, kadar kuhamo. Ne, včasih. Največji skupni delitelj bomo potrebovali predvsem za računanje z ulomki, da bomo znali pokrajšati malo hitreje, pa tudi, da bomo poznali kake bližnjice in hitra števila, ne. Tako da najboljše je, da se kar napišete naslov, največji skupni delitelj, in gremo na snov. Takole. Zdaj, naslov imate, največji skupni delitelj, ne. Zdaj si pa poglejmo mogoče dve števili, ne. Najprej, kaj to največji skupni delitelj sploh je. Poglejmo najprej delitelje recimo števila 8, kar vse bomo našteli, pa delitelje recimo števila 12. No, in zdaj, če jih naštejemo. Delitelji števila 8, 1 deli, 2 deli, 3 ne deli, 4 deli, 5, 6, 7, ne, pa še potem 8, ne. Delitelji števila 12 so pa 1, 2, 3, 4, 5 ni, 6 je, 7, 8 ni, 9 ni, 10 ni, 11 ni, potem 12 je, ne. Kako preverimo, se še spomnite, če imamo vse delitelje? Takole, ne. Preverimo, 1 pa 8 je hkrati 8. 2 krat 8 je hkrati 8. Se pravi, delitelji nastopajo v parih. Tako. No, in zdaj najprej, kaj bi bili skupni delitelji teh naših števil 8 pa 12? Ja, skupni delitelji bi bili vsi tisti, ki so skupni. To pomeni 1 pa 1, 2 pa 2, 4 pa 4, potem se pa tu konča, ne. In največji skupni delitelj je pa potem, če so zdaj delitelji, ne, 1, 2, 4, je največji skupni tale, štirka, ne. Tako da, to ni ne vem kako težka snov. Zdaj pa, kako bi največji skupni delitelj zapisali? Če bi hoteli reči največji skupni delitelj med številoma 8 in 12 je, pa bi napisali 4, ne. Okej. To je zdaj tale primerček. Zdaj pa, kaj je pa pomembno tukaj, so pa pač, kako bomo to zaključili skupaj z definicijo, je pa tole, ne. Zdaj, skupni delitelj dveh števil je pač število, ki obe deli. To so bila v našem primeru 1, 2 pa 4. Največji skupni delitelj števila a in b je pa število, ki hkrati deli a in b in mora biti še največje tako število. No, vedno je pa en delitelj, ki je vedno skupaj, in to je 1. Zato, ker 1 je delitelj vseh števil, a ne. No, in če pa je edini tak največji skupni delitelj 1, pa rečemo, da sta ti števili tuji. Tako. Zdaj bi pa tole si prepisali v zvezek, a ne. Skupni delitelj dveh števil a in b je število d, ki deli obe števili. Potem, kaj je največji skupni delitelj števila a in b, je število, ki hkrati deli a in b in je največje tako število. Pa če je največji skupni delitelj med dvema številoma a in b 1, rečemo, da sta si števili tuji. Tegale postopke bomo si pa zdaj pogledali, kako vse to najdemo, ne. Zdaj, če še niste prepisali, si dajte na pavzo pa prepišite, mi gremo pa naprej, ne, da ne bo predolg videoposnetek. Kakšni so postopki, da lahko dobimo največji skupni delitelj? Zdaj, v resnici je tako, da najprej lahko ga uganemo, ne. To smo nekako delali pri tejle zadevi, ali pa naštejemo vse skupne delitelje, pa potem pogledamo, kateri je največji, ne. Se pravi, prvi tak postopek, ki ga bomo večkrat uporabljali za enostavna števila,
je, da ga kar uganemo in vidimo in je to to, ne. No, drugi, se pravi prvič, ne vem, prvi postopek, ali pa recimo postopki za iskanje največjega skupnega, ne, delitelja števil a in b, bi bili tako: prvič ga uganemo. Tako. Potem drugič je pa s pomočjo razcepa na praštevila. Tako, evo, razcep na praštevila. Pa bi mogoče pogledali kar, ne vem, dve števili, recimo poiščemo največji skupni delitelj števila 50 in pa 240, ne. Zdaj, razcep na praštevila nam pove, da bomo mogli obe števili razcepiti na praštevila, ne. Zdaj, če ste prejšnje vsebine gledale, potem 50 razcepimo tako, da damo 50, črta, potem pa na desni strani pač napišemo praštevila, ki delijo to število. Recimo 5, potem dobimo 10, še vedno gre 5, dobimo 2, 2 pa 1. Se pravi, 50 lahko zapišemo kot 2 krat 5 na kvadrat. Potem imamo 240, 240 lahko recimo zdaj delimo z 2, pa dobimo 120, pa potem spet 2, pa dobimo 60, pa spet 2, pa dobimo 30, pa dajmo tu s 3, pa dobimo 10, pa spet dobimo 2, pa z 2 dobimo 1, ne. In 240 lahko pa zapišemo kot 2 na 4 krat 3 krat 5. In zdaj, za največjega skupnega delitelja vzamemo vse skupne potence. Če pa se potence pojavijo, ne, skupna potenca so zdaj recimo dvojka se pojavi z osnovo, zdaj sta 2 pa 2 na 4. To pomeni, tukaj sta, to so 4 dvojke, tu je pa samo ena dvojka. Vzamemo manjšega, se pravi, vzamemo tistega, ki je na nižjo potenco. Pogledamo osnove potenc, tiste, ki so skupne, tiste gledamo in vzamemo tistega z nižjo potenco. Se pravi, vzamemo dvojko iz tega para, trojka se pojavi samo pri 240, ne vpliva na zadevo, potem vzamemo še pa vzamemo petke, to so za skupno osnovo, ampak zdaj tu je 5 na 1, tu pa 5 na 2, vzamemo manjšo. Se pravi, vzamemo 5 in dobimo 10. Se pravi, razcep na praštevila, kako zdaj dobimo tele potence. Oba razcepimo na praštevila, potem pa vzamemo nižjo potenco z nižjim eksponentom. Se pravi, pogledamo osnove, če imajo iste osnove, jih vzamemo, se pravi, najnižjo potenco tega števila potem vzamemo in to med sabo pomnožimo in dobimo 10. Zdaj, mogoče še en primer, se pravi primer 2, je pa takle, če bi imeli število že razcepljeno na praštevila, ne, recimo, da imamo število a razcepljeno na 2 na 3 krat 3 na 5 krat 4, pardon, tole pa ni praštevilo, ne, bomo dali pa krat 7 na 3 krat 11, pa število b 2 na 4 krat 3 na krat 3, pa krat 5 na 3, pa krat 13. Kako bi zdaj delitelja števil a pa b poiskali? Pravi, zdaj bi vzeli pri dvojkah, ki imajo skupno osnovo, bi vzeli 2 na 3, ne, kar je pač nižja potenca. Če bi imeli trojke, trojke imamo 5 pa 3 na 1, bi vzeli 3 na 1, med sabo jih pa morate pomnožiti, ne. Potem pa, sedemke nimamo,
petke nimamo gor, 11 nimamo. In to je to, ne. In bi rekla, najnižje je to 8 krat 3 je 24, ne. Takle bi dobili tole, a ne. Skupni delitelj bi tako dobili in bi to bilo to. Ostane nam še en postopek za določanje skupnega delitelja. V resnici se ta uporablja, kadar so številke tako velike, da nam kar malo slabo postane, da bi mogli dati na praštevila, ne. Tako da to je pa tretji postopek, se pravi, prvi je bil ta ugibanje, drugi je razcep na praštevila, ki ga tudi najbolj svetujem, no, potem je pa še Evklidov algoritem. Evklidov algoritem je pa stvar taka, ne. Zdaj, kaj najprej je algoritem? Algoritem je postopek, a ne. Mi smo tam pri deljenju enih par stvari spustile, a ne, oziroma pri eni stvari, ampak vseeno bomo lahko tale Evklidov algoritem rešili, ne. Zavedajte se pač, da je algoritem pomeni postopek. Kaj pomeni to za nas? Za nas to pomeni pač, da je to en postopek, ki se ga držimo in ga izvajamo vedno po korakih, po tem postopku in je potem se izide, a ne. Najprej moramo poiskati, bomo kar na primeru to naredili, recimo 72 in 50. Se pravi, največji skupni delitelj nas bo zanimalo 72 in 50. V resnici bi bilo lažje, če bi tole naredili tako s praštevili, ampak za potrebe tegale postopka bo pa tudi v redu, a ne. Kadar iščemo največji skupni delitelj, je eno število večje, eno število je manjše, ne. To je nekako logično, ja, ne. Ker če bi bila pa enaka, bi bil največji skupni delitelj pač to število, ne. No, in vedno zapišemo tako. Večje število, se pravi število 72, zapišemo kot nekajkrat manjše število, število 50, plus še nekaj, a ne. In v bistvu moramo pa paziti, da je tale del vedno manjši od 50, ne. Se pravi, največkrat, kar lahko gre 50 v 72, moramo tu napisati, potem pa nam tukaj še ostane nekaj, ne. To je v bistvu z osnovnim izrekom o deljenju je to zapisano. Tako, kolikokrat gre zdaj 50 v 72, ne? Če bi imeli dovoljene kalkulatorje, bi rekli 72 deljeno s 50, kolikokrat gre to noter? Enkrat, ne? Enkrat gre noter. Zdaj pa enkrat 50 je 50, koliko še pa potem ostane do 72? To je pa 22. Zdaj pa vzamemo tole število, ki je bilo tule, se pravi 50, in pa ostanek. In ponovimo postopek. Se pravi, zdaj pa 50 večja številka, gre se, ne? Je. In zdaj pa kolikokrat lahko zapišemo 50 z 22 in kaj ostane. 22 v 50 gre dvakrat. 2 krat 22 je 44, plus 6 je 50. Zdaj pa ponovimo postopek. Vzamemo tile dve števili. Zdaj, mogoče se boste vprašali, kako dolgo pač jemljemo te dve števili. Tako dolgo, da se ne izide, ne. Se pravi, 22 je črtica krat 6 plus črtica. Kolikokrat 6 gre v 22? To gre trikrat. To je 18 plus koliko je 6? Je 4. Potem pa imamo spet 6 pa 4 vzamemo, se pravi 6 je nekaj krat 4 plus koliko, ne?
zdaj sem spremenila barvo, ampak 1 krat 4 plus koliko ostane 2. In gremo naprej. 4 je koliko krat 2 plus nekaj. 2 krat 2 plus nič. Tako. In zdaj se je šlo, je nič. In en prej, se pravi tale, nad ničlo, to je naš skupni delitelj. Se pravi, to je delitelj 72 in 50. In tako bi izvedla Hornerjev algoritem. Se pravi, gremo po korakih, najprej začnemo z največjo, kolikrat gre, krat najmanjša plus ostanek. In te dve vedno potem prestavimo za eno v levo. In je potem to. In potem, ko se izide, ko pridemo do nič, je največji skupni delitelj pač teh števil. Vedno se bo izšlo, ne skrbite, včasih je pač postopek malo daljši, včasih pa malo krajši. Tako. Poglejmo, če še imamo kako nalogco na voljo. Tako, tole so pa zdaj vaje. Poišči največji skupni delitelj števil tega pa tega gor, pa z Evklidovim algoritmom poišči največji skupni delitelj števil naslednjih dol. Zdaj, to poskusite sami rešiti. Zgoraj se lahko odločite, kak postopek boste vzeli, spodaj je pa predpisan. V testu tudi, če nič ne piše, je vaša stvar, kako boste iskali, če pa piše, potem pa morate prav s tistim postopkom poiskati. Sicer pa je do testa še dolgo, Tako da. Tako, to bi bilo zdaj to. Tako, mislim, da ste si prepisali, In je potem to. Se vidimo.